Kaj je torej tista prva stvar, ki jo mora vlagatelj paziti? Preden vložiš katerakoli sredstva, si človek vzame čas in se posveti varnosti. Prvo varnost, potem nakazilo. Kaj, če pozabiš geslo? Kriptovalute niso na tvojem ključku, ampak je ta ključek samo dostop do blockchaina. Če izgubiš ključek dostopa do blockchaina, je neobnovljivo. Je dobro imeti nek backup, je mogoče pametno uporabljati dve različni tehnologiji, torej vroče in hladno, in si na ta način popolnoma zavarovati. Backupi so na kripto zelo nevarni in tudi po mojem najpogostejši razlog za odtujitve sredstev. Najpogostejša napaka, ki jo ljudje naredijo, se mi zdi, da... Lepo pozdravljeni ponovno, zdaj bi temu lahko že rekli ura za kripto. Moje ime je Katarina Matejčič in danes se bomo ukvarjali z varnostjo, ker vsi želimo, da so naše naložbe ne samo donosne, temveč tudi varne, in ko gre za kripto, je tukaj poudarek še večji. Zato danes gostim kar dva sogovornika. Imeli bomo nek tak IT pogled pa vlagateljski pogled. Zato sta z mano David Udovič, podjetnik in pa tudi razvijalec programske opreme, in pa Marko Kraupner, ki se že več kot 20 let ukvarja z vlaganjem, velik del svoje kariere na indeksu Nasdaq, uspešno. Zadnjih več kot 7 let pa tudi s kripto, še bolj uspešno. Tako da pozdravljena oba dva. Lepo zdrav. Dajmo na začetku malo za uvod povedati sploh nekaj o blockchain tehnologiji in kako deluje, ampak poljudno, enostavno, tudi ne za, bi rekli, IT nerde, ali pa frike navdušence. Pri blockchain tehnologiji bi jaz izpostavil to, kar se generalno izpostavlja, decentraliziranost. Se pravi, možnost izvršbe transakcij, izvedbe transakcij brez centralne entitete. In kripto oziroma blockchain govorita v smer, se pravi, izvedbe, kjer ne potrebuješ zaupanja do centralne enote, ki pa vemo, da je v zadnjem obdobju, centralne enote so v zadnjem obdobju pod velikim udarom, kar se tiče zaupanja. Glede na to, da je to moderna tehnologija, je kar nekaj možnosti, ko se ti lahko nekaj zgodi, sploh če nisi previden, pa včasih človeška neumnost tudi žal ne pozna meja. Seveda se nam pa lahko kaj zgodi tudi zaradi nekih zunanjih vdorov, propada določene menjalnice ali borze in podobno. Kaj je torej tista prva stvar, ki jo mora vlagatelj paziti? Kaj je tista stvar, ne vem, prva stvar, da si napiše geslo na 3 različne listke, pa še v telefon, pa še ne vem kam, da pazi, kaj dela s svojimi denarnicami, da si mogoče naredi dvojno varovanje svojih denarnic. In pa seveda, da zbere menjalnico oziroma nekoga, ki je varen in se mu recimo ne zgodi kakšen stečaj, propad in vse, kar smo seveda tudi že videli v zadnjem času. Seveda to ni množično, se pa seveda enako kot v klasičnem bančništvu, zavarovalništvu, seveda tudi zgodi. Ja, tako kot sem omenil, ko ni centralne enote, tudi ni nekoga, ene odgovorne osebe, ki ti lahko pomaga v teh primerih, ko ti ne moreš dostopati do svojih sredstev. In zaradi tega je treba, po mojem, dati velik poudarek na to, da se ustrezno pripraviš na potem, se pravi, najprej v prvem koraku na pridobitev kriptovalute, ki jo želiš, se pravi, z izbiro prave menjalnice. In kadar gre za večje zneske, tudi za skrbništvo, ustrezno skrbništvo. Mogoče bi Marko malo povedal o izbiri menjalnice? Ja, tukaj bi izpostavil, da, kot si ti že rekel, mogoče je res tukaj pomembno, da preden vložiš katerakoli sredstva, si človek vzame čas in se posveti varnosti. Prvo varnost, potem nakazilo, bom rekel, bodi si na exchange, na menjalnico izbrano, in šele potem si nabavi prvo kriptovaluto, ker ponavadi ljudje hitijo kupovati pa to, in preden se sploh pozanimajo o varnosti, niti ne razmišljajo o tem, se lahko zgodi bodi si izguba zaradi lastne malomarnosti ali pa zaradi samega narobnega izbora exchange-a. Se pravi, tukaj kako izbrati dober exchange,
menjalnico. Najbolje je tako, da tisto, bom rekel, ki je že preverjena, ki jo je čas že preveril, ki je že dlje časa na trgu, ki je morda še bolje, Torej ima neke da je reference, šla nek že track tudi, record. tako, da je šla tudi že čez nek bear market, bom rekel, da ni bil bear market kriv, da bi potopil menjalnico. Tako da tukaj je začetek. Seveda, fino je tudi zdaj, ko bodo zadeve regulirane, bodo ljudje Stvar še izbirali lažja, tiste, ki imajo licenco in tako naprej. A ne. Sploh v zadnjem času se pojavlja, to se zdaj tudi ATVP ukvarja s tem, veliko influencerjev, ki ravno na kriptu obljubljajo enormne zaslužke, torej bistveno večje, kot recimo je trenutni donos katerega koli kovanca. Je recimo Instagram, post, video, lahko rečemo lajka, stvar, ki gre zaupati na podlagi takega videa vložiti denarnika? Vsekakor ne, bom rekel. Vsekakor ne. Tega je sploh v teh letih bilo veliko, tudi v zadnjem času je veliko, ker neki influencerji zaženejo svoj kovanec in seveda, ne vem, Kardashianova bo prepričala veliko nepoznavalcev, ki bodo vložili v to in bodo potem zaradi mnogo katerega razloga izgubili svoj vložek. Tako da to je že, bom rekel, Recimo že rdeča minus. zastavica. Tako da. Omenili smo že torej regulacijo, s 30.6. začne veljati uredba Mika, slovenska zakonodaja še ne sledi povsem temu, oziroma Ministrstvo za finance še pripravlja zakon, ki bo prenesel evropsko zakonodajo v naš zakonodajni okvir, pa vendarle, če bomo malo zamujali, ne bomo veliko. Na ta način bo Evropa bolj regulirana od Amerike in, kot pravijo, želijo s tem zaščititi predvsem digitalne denarnice strank. Tako da greva midva kar pogledati zdaj načine hrambe. In prva hramba, ki se bo dotaknila, je torej hladna hramba. Kaj konkretno to sploh pomeni in za koga je primerna? Se pravi, v osnovnem konceptu poznamo hladno hrambo pa vročo hrambo. Ta dva izraza sta se uveljavila na blockchainu. Bistvena razlika je ta, da v vroči hrambi so sredstva, se pravi tvoja sredstva, hranjena pri zunanjemu ponudniku. Torej pri menjalnici oziroma borzi, kjer si to kupil. Tako. In ima ta menjalnica, borza, dostop do tvojega zasebnega ključa, s katerim se izvršujejo transakcije. Medtem ko pri hladni hrambi si sam lastnik svojega zasebnega ključa in imaš ti čisto kontrolo nad tem. Odločitev zdaj, katera opcija je boljša zate, je pa zelo od primera do primera. Generalno pa koncept prav tako, lahko bolj zaupaš sebi skrb nad določenimi sredstvi ali tretji osebi ali pa entiteti. Na mimo vrste Big Bangu in podobno spletnih straneh, ki ponujajo take stvari, velikokrat vidimo ponudbo poceni digitalnih denarnic. Je to nekaj, kar se dejansko kupi, če želiš imeti hladno hrambo, in ko kupiš, na kaj si pozoren? Kupiš zdaj najcenejši kitajski na pol USB ključ, pa je to tvoja kriptodenarnica, ali kupiš, je cena odraz dejanske kakovosti, se lahko ta denarnica, tako kot recimo ostali zunanji diski, kakorkoli pokvari. Kaj torej gledati, na kaj biti pozoren, ko se odločiš, recimo, da rečeš, jaz bom šel na hladno hrambo, torej zaupam sebi, bom kupil digitalno denarnico. Jaz bi odsvetoval, se pravi, ko govorimo o hladni hrambi, bi odsvetoval nakupe karkoli izmed, kar nista glavna dva ponudnika, to sta Trezor pa Ledger. In hladno hrambo recimo tudi delimo na strojno denarnico, to sta strojni denarnici. Cena tukaj ni pomembna, tudi ta ponudnik, ki si ga omenila, je v redu, pod pogojem, da še vedno gre za originalno strojno opremo od izbrane naprave. Kaj naprej od tega pri strojni opremi jaz sigurno ne bi sprobaval, ker ni potrebe. Potem alternativna opcija so pa tudi nestrojne denarnice, oziroma se jim reče paper wallet. To so pa tiste denarnice, ki so zgenerirane na spletu,
In je tudi ok, ampak mora se pa zavedati ranljivosti. Ampak to je pa že, gre za vročo hrambo. Ne, tu je še zmeraj hladna hramba, ker si skrbnik nad svojim privatnim ključem, ampak nimaš fizične naprave, s katero dostopaš, s katero sprožiš transakcije. Ampak imaš vse na računalniku. Recimo, da si malo bolj raztreščen človek, malo zmeden pa tako. Kaj je torej pametno? Imeti 2 hladni denarnici, pa recimo imeti 2 dejansko fizična izdelka v rokah, pa narediti si backup, ali je smiselno si narediti recimo MetaMask plus, imeti neko strojno denarnico. Sploh, če gre za veliko denarja, nekako smo ljudje skeptični, ne? Sploh, ko stvari ne držiš v roke, vseeno, če veš, da imaš milijon na banki, mislim, razen če banka ne propade, ta milijon bo vedno tam, ne? Če ga boš hotel izplačanega v gotovini in niti jaz kočkom ga boš dobil. Tle pa, ne, lahko se seliš, pa se ena strojna denarnica nekje izgubi. Nikoli ne veš, kaj se, ne? Selilni seriji se eno škatlo zgubi, recimo, ne. Kako je dobro imeti nek backup, je mogoče pametno uporabljati 2 različni tehnologiji, torej vročo in hladno in si na ta način popolnoma zavarovati, ali pa imeti, kot sem rekla, MetaMask še zraven. To so ful dobra vprašanja, zaradi tega, ker se dotikajo vsakega posameznika specifično. Bi pa rekel, pri vsaki točki razmejanosti sredstev, recimo, če gremo na več denarnic, na več menjalnic, smo se zaščitili pred celotno izgubo. Ampak pri vsaki točki razmejenosti sredstev smo tudi povzročali, da povišali možnost, da tudi sami ne bomo mogli dostopati do teh sredstev. V primeru, da gre kaj narobe, v primeru, da se kaj izgubi. Prvo izhodišče bi jaz rekel, da je podučenost. Tehnologijo, ki jo uporabljaš, jo moraš dovolj dobro poznati. Razumeti, da kriptovalute niso na tvojem ključku, ampak je ta ključek samo dostop do blockchaina. Hkrati pa tudi razumeti, da če izgubiš ključek dostopa do blockchaina, je neobnovljivo. Tako da jaz bi rekel nekako po principu večje vsote, zdaj če je za nekoga milijon manjša vsota, ja, jo imaš na menjalnici, poznam take posameznike in če je za nekoga to majhna vsota, je najbrž ok, ampak načeloma pa, če so to življenjski prihranki, bi pa jaz rekel, da si moraš vzeti kak teden dobro naštudirati tehnologijo, da pospraviti to v hladno hrambo ali pa poiskati nekoga, ki bo to naredil zate. Ker celo STO od Rippla je izgubil svoj ledger, kar pomeni, da je izgubil vse. Še drugo vprašanje, kaj če pozabiš geslo? Obstaja neka ponastavitev, obstaja tako, kot drugače vpišeš svoj mail, pa ti pošljajo link za poenostavitev. Bom povedal specifično za Ledger. Na Ledgerju je 8-mestni PIN in fizična naprava. S tem ti lahko sprožiš transakcije. Ob generiranju tega ključa, se pravi fizične naprave, pa ti dobiš obnovitvenih 24 besed. Če nekdo dobi dostop do teh 24 besed, tvoj ključek nič ne pomaga, ker lahko vse akcije izvaja sam. Tako da te backupi so na kriptu zelo nevarni in tudi po mojem najpogostejši razlog za odtujitve sredstev. Najpogostejša napaka, ki jo ljudje naredijo, se mi zdi, da napišejo teh 24 besed, obnovitvenih besed od Ledgerja na listek, to slikajo in si spravijo na Drive. Potem nekdo dostopa do tega. Drive vemo, ne? Drive je samo računalnik od nekoga drugega. V enem primeru Google. In ja, tam je ranljivost visoka. Torej, boš napisati na listek, pa dati staršem, pa babici, pa v 3 predale različne, pa še v sef. Ja, ampak moraš zaupati babici, da ne bo naredila kaj. Ne razume tehnologije, da bi. Je torej mogoče smiselno trgovati prek različnih borz, sploh če se odločaš za vročo hrambo in se na ta način mogoče tudi zavarovati, da nimaš vsega denarja, kot radi rečemo, nimamo vseh jajc v eni košari, ampak to razdeliš in če slučajno se ti karkoli zgodi, ne, sploh pri vroči, recimo tudi v kakšnem vdoru ali pa propad ali pa kakorkoli, imaš, rekla sva, 1 200 000 tle, 200 000 ti gre, v redu, kriza, ampak 800 jih je pa ostala, ne. Je mogoče sploh za večje vlagatelje pametno to razpršiti na 3 zaupanja vredne menjalnice? Tako, vsekakor, tako kot si že sama rekla,
nimaš vseh jajc v eni košari, a ne, in ne samo zaradi varnosti pride do tega, da izbereš več menjalnic, tukaj je tudi to, da menjalnice ponujajo različne kovance in nimaš vedno na eni sami menjalnici dostopa do vsega in že to te pripelje do uporabe večjih. Potem, kar se tiče varnosti, seveda ta razpršenost, kot smo videli v zgodbi FTX-a, Sam Bankman je bil kolega s politiki, z vsemi, vsi so verovali, da to pa je prava firma, da je vse pošteno, pa se je izkazalo ravno obratno bomo rekli, v tistih zadnjih dneh, a ne. Tako da, ja, vsekakor razpršitev med exchange, med, bom rekel, MetaMask, kjer lahko relativno hitro dostopaš, in pa del, bom rekel, ki ga pa misliš dolgoročno držati, je pa najbolje imeti pa na hladni hrani. To kar precej strokovnjakov predlaga, ne? Se je že David prej povedal, ampak bi tukaj res izpostavil, zato ker sem imel veliko vprašanj od kolegov, ki so kupovali ključke, kaj če ključek izgubim, a ne, se je rekel, da se ga obnoviti, se pravi klonirati s tem sidom, s temi besedami, tako da ne, ni konec sveta, če ključek izgubiš. Nikoli pa ne smeš izgubiti teh besed. Torej, veliko strokovnjakov nekako svetuje, da mogoče približno, tako kot si že rekel, neke manjše vsote, s katerimi recimo dejansko trguješ, ne, in so tisti fleksibilen del, ki ga imaš, da imaš v vroči hrambi, tisto, kar pa je neka tvoja dolgoročna naložba in dokler ne misliš, da je res nekega večjega zneska prodati, čakati na, v enem podcastu smo govorili o Bitcoin za milijon, ne, recimo počakati do milijona in potem prodaš vse, kar imaš gor, pa imeti na nekem dejanskem fizičnem ključku, ki ga imaš doma zelo dobro spravljenega, enako pa tudi 24 besed. Je to neka taka dobra strategija? Sama strategija ne vem, če je dobro, da ga imaš doma spravljen, prvo kot prvo. Jaz bi se strinjal pod pogojem, da si res to dobro preučil, pa da ti je čist kristalno jasno, kako deluje ta naprava, ki si se je odločil zaupati. Kaj pa so recimo največje napake, kaj dejansko izgubijo, pozabijo kakšna gesla, ne, tudi za vstop v vročo denarnico rabiš gesla, mogoče lahko to. Kaj ljudje najpogosteje? Ampak tudi pri vroči denarnici je isto podobno, a ne? Ga lahko ponovno generiraš. Tako da... Ampak kaj recimo največkrat ljudje naredijo? Ja, ti moraš pri zaščiti vedno doseči dve stvari. Eno je, da dosežeš to, da boš ti vedno lahko prišel do teh sredstev, drugo je to, da nihče drug ne bo prišel do teh sredstev. In ena od teh dveh stvari ponavadi počepne. Nekdo si napiše obnovitvene ali gesla, kode, karkoli si napiše na 10 mest in eno od teh mest nekdo najde. Ja. Tu je ena najbolj pogostih. Drugo je pa pač, da si ljudje to ne zapišejo sploh, ampak shranijo kar na računalniku, si zabeležijo, ta računalnik crkne ali pa je ukraden, pa nima dostopa več. Jaz bi tukaj še nekaj dodal, smo jih v tem, tudi ko si že omenila prej direktor, ne vem kaj bi CTO, Ripple ali kaj, ki je izgubil, on je imel na računalniku in je potem ta hard drive, ki je bil izgubil ali kakorkoli. Fora je to, da ljudje, ko kupijo, recimo sploh zgodba Bitcoina na začetku je bila vsota zelo majhna in ljudje takrat ne spoštujejo in ne pripravijo vrednosti. Vsi so začeli iskati potem te drive, ko je Bitcoin prišel na $1000 in so pomnožili, ki so se spomnili, koliko Bitcoinov so oni imeli in da je to potem vredno milijone. Tako da spoštovati tisto, kar je še majhno in se takrat dobro pripraviti. Druga stvar, sploh pri vroči hrambi, so hekerski napadi, kjer pa seveda nekaj lahko naredimo tudi mi sami, ne, z lastno zaščito, z lastno varnostjo in previdnostjo, nekaj pa seveda se nanaša na samo menjalnico oziroma borzo, kjer pa mi nimamo prav velikega vpliva. Leta 2016 se je zgodil napad na DAO, to je bilo menjalnica, ki je bila povezana z... Ne, to je bil napad na hladno hrambo. Na hladno hrambo?
V bistvu na protokol. To je bil DAO se je zgodil 2016, se pravi, to je bilo nekje 1 leto po tem, ko je Ethereum štartal in to je DAO pomeni decentralizirana avtonomna organizacija. Ne? In to je bilo v tistem času, je bilo, mislim, da zbrano cirka 150 ali točno 150 milijonov. 150 milijonov dolarjev, ja. Mislim, da je bil do takrat celo eden največjih crowdfundingov ever. In se je zavedalo, da je napaka v varnosti, se pravi, tukaj je bila napaka v smart kontraktu, se pravi v kodi, v samem programiranju je bila napaka. In preden so ti, ki so zagnali to DAO, preden so naredili popravek, je že hacker dostopil in je prelil 150 milijonov na svoj račun. Ne? Tako da tukaj je bila drugačna, v bistvu, težko celo reči, da je bil hack, ker so bila vrata že pripravljena, že odprta. Ne? Torej, niti ni rabo biti zelo dober hacker. No, ja, bil je zgodaj je bil v zgodbi, spoznal se je, tako da to je že naredil. Tako da to je bilo takrat tudi zelo kritično za Ethereum, ker je bilo tako zelo v začetku. To je bil 1 leto in tudi približno imel takega network efekta, kot ga imajo danes. In so potem probali to čim bolj rešiti, kako rešiti. Nastala sta dva tima, in tako se je tudi razcepil, prišlo je do hard forka Ethereuma, oba chaina še danes obstajata, sicer je Ethereum Classic, bom rekel, bolj zamrl kot ne, vse se dogaja zdaj na tem Ethereum. Sicer kakšni drugi dejanski, rekli smo, tle je šlo bolj za poznavanje razmer, pa malo manj recimo nekega hekerskega znanja, da je človek lahko to naredil. Sicer kakšni bolj odmevni cyber napadi v zadnjem času, slišimo skoraj dnevno o tem, tudi Slovenija in njene inštitucije, vse od Banke Slovenije, predsednice do HSE, seveda so bili napadeni, sicer brez nekih večjih posledic. Bilo je nekaj manjših zgodb, tudi s hekerskimi napadi v kriptosvetu, ki pa so že kar nekaj stare. To pomeni, da tako dobro varujejo svojo tehnologijo, ker ta je bila stara 1 leto, pa so imeli 150 milijonov. To zelo hitro dobiš zelo velik denar. So tako dobro, glede na to, da so v ozadju strokovnjaki, ki se zelo dobro spoznajo na moderne tehnologije, tudi pri njih zavedanje, da je cyber security tako zelo pomemben, da je teh vdorov recimo manj. To zavedanje sigurno raste, je pa v tehnologiji to pravilo, da je tehnologija, ki je bolj izpostavljena, pa dalj časa izpostavljena, se avtomatsko bolj zaščiti. Ta primer, ki smo ga govorili, je bil praktično svež. Zdaj, če oni bi prepoznali ta opcijo za napad, bi obstali, tako pa so mogli priti na ločen fork, popraviti to napako na vprašljiv način. Da se je vrnilo 150 milijonov, ja. To je bilo v bistvu. Načeloma pa borze, se pravi menjalnice, so nadgradile, ogromno nadgradile, sploh te glavne. One morajo vzbujati več občutka varnosti, glede na vse, kar se je dogajalo. So pa tukaj kritična točka še vedno končni uporabniki. Mogoče, glede na to, da smo prej govorili o varnosti na hladni hrambi, tukaj vseeno imamo več manevrskega prostora pri obnovitvenemu protokolu, ker kot ustvarjen račun na vročih, se pravi na menjalnici, ki je vroča hramba, ti lahko njim pišeš ali pa uporabiš določene metodologije in si obnoviš dostop. Če pa tvoj dostop pridobi hacker, ponavadi so to zlorabe na drugih protokolih, se pravi, da uporabljaš isto geslo na večjih straneh in med drugim je tudi menjalnica. Ena iz teh strani se je izkazala kot neverodostojna in je nekdo iz tem dostopil do tvoje menjalnice. Ko je na menjalnici sprožil izvršitev transakcije na svojo denarnico, tam je potem zadeva končana. Tako da, če bi rekel en nasvet na vroči hrambi, je pa to, da čim bolj zaščitiš, pa čim manj obnovitev nastavljaš. Ampak tudi v enem podcastu prej smo že govorili, da so, čeprav ljudem se to mogoče niti ne zdi, kriptovalute danes zelo dobro sledljive, kar pomeni, da tudi če se ukrade ti, so bili tudi že primeri, ko so jih dobili nazaj, ker ima vsak kovanec svojo sledljivost. Je mogoče tudi zato
manj zanimivo to za hekerje, čeprav v vsakem napadu, tudi v primeru HSE-ja, ko so potem na dark webu zahtevali oziroma prodajali določene dokumente, so rekli, da želijo, da se jih plača v bitcoinih. Običajno vedno te hekerji pravijo, da noben ne reče, nakažite mi na moj račun, ampak vedno reče v neki kriptokovancu, največkrat bitcoinu. Se morda to spreminja ravno zaradi te sledljivosti tega, da tudi on bo ta bitcoin mogel kar nekaj časa nekje imeti, ker če ga bo prodal, lahko nekje rdeč alarm zazvoni in se pač organi, ki so za to pristojni, vklopijo v zgodbo in nekako pridejo do njega. Ja, jaz bi rekel po osnovi tehnologije, da je blockchain ena najslabših tehnologij za delati prevare, skrivati stvari, pod pogojem, da rabiš off-ramp, se pravi, da rabiš točko, kjer si boš ti to izplačal v neko fiat valuto. In mene zelo veseli, da se že prihajajo na dan te primeri, ko po 10 letih ljudi dobijo nazaj sredstva. Za prihodnost je pa mogoče težje reči. Bi pa izpostavil to, da pri teh zlorabah, krajah, sploh kriptosredstev, se ljudje počutijo zelo osramočene, hočejo to skriti. Niti ne prijavijo torej? Ne prijavijo. In moj nasvet bi bil obvezno nabrati čisto vse podatke, kar jih je bilo o tem dogodku, prijaviti to na policijo, na agencije, na pristojne organe in mogoče pa se bo čez čas izkazala ta temeljna vrednota kriptovalut, se pravi večna sledljivost in mislim, da se to res splača narediti, čeprav je neroden pa vse. Bolje poznati svojo napako ali pa morda celo neumnost, kot ostati brez denarja. Rekli smo, prej sva že omenila FTX. Takrat se je zdelo, da bo imela to precejšnje posledice za kriptosvet. Potem je sem pobegnil, pa so ga dobili, pa je v zaporu, pa zdaj so mu sodili. Hkrati je tudi predlog, da naj bi 98% vlagateljev dobilo 118% vloženih sredstev, kar se sliši ob bankrotu firme fenomenalno, ker ponovadi so pri nas upniki poplačani tam blizu nule, sploh odvisno, kje v liniji si. Tukaj bodo dobili torej več od vložka, seveda pa ne toliko, kot bi večina od njih dobila, če bi ta borza oziroma menjalnica normalno delovala in bi donose, ki so bili v tem času, in ravno v tem času so bili nadpovprečni donosi, jih dobili. Sploh lahko vemo, prej si omenil, poznajo politike, vsi so ga dojemali kot nekoga verodostojenega, zaupanja vrednega. Sploh lahko ti ocenjuješ ustanovitelje, direktorje, in veš, vedno se neka črna ovca najde. Ja, kot smo videli, očitno ne, ampak vsekakor pa s prihodom regulacije bo to vse ožje grlo za skemarje. Tako da mislim, da gremo v to, da bomo pač varovali in zaupali denar samo tistim, ki bojo imeli papir za pokazati, da štima custody, da so vse regulative poštivane. Je torej zato Evropa v tem trenutku bolj varna, kar se tega tiče v primerjavi z Ameriko? Ja, vsekakor mislim, da smo na tej poti, da vodimo zaenkrat, ampak svet je tak, da tukaj ne bomo dolgo imeli, bom rekel, tega naskoka, ker bo tudi Amerika mogla pohiteti, kar se je tudi že izkazalo, da je jih v zadnjem mesecu, bom rekel. Pri bankah se je in tudi pri velikih skladih v času finančne krize se je veliko govorilo o too big to be fail, pa se je pol izkazalo, da tudi ta rek ne drži povsem, ker so padli celo tisti, za katere so bili prepričani, da nikoli ne bodo. Je v kriptosvetu kdo tako velik, da bi ga država, organi, ki bodo zdaj počasi vstopali v regulacijo, reševal in na ta način reševal vlagatelje, ali je to še vedno obrobna naložbena kategorija, ki ne zamaje celotnega finančnega sistema v državi ali celo na celini, kot se to lahko zgodi recimo pri banki, če pri nas v Sloveniji propade NLB, to za sabo potegne toliko stvari, da si verjetno jih ne znamo niti predstavljati. To vsekakor
dam prav ti, da pač zadeva celoten ekosistem kripta je danes cirka 2,5 trilijona, kar bom dal za primerjavo, je še vedno manj kot eno samo podjetje, kot naprimer Nvidia, ki je ravno včeraj postala največje podjetje, je preko 3 trilijone, Microsoft je preko 3 trilijone, Apple je tudi sam je večji kot celoten kripto. Tako da vsa zadeva je še zelo v povojih, je še zelo majhna in nikakor ne more imeti vpliva na nek sistematski zlom, bom rekel, tradicionalnega finančnega sveta. Torej, če se ti slučajno zgodi nek slab scenarij propada, ne računa, da te bodo lih oblasti reševale ali kaj podobnega. Kot recimo so bančne vloge, ki so zajamčene saj za gospodinjstva do 100.000 evrov, ne moreš pričakovati, da te bo lih, ne vem, ATVP, pa Banka Slovenije reševala. To je tudi proti temu, kar je bil namenjen sam kripto, za kar je bil ustanovljen, bom rekel, ki je izrasel na povojih leta 2008, ki je bila globalna finančna kriza, ravno iz tukaj ven je zrastel. Torej deluje na ravno kontra principih, kot deluje klasična finančna industrija. Da bi pa govorili o sistemskem problemu, bi pa rekel, bi mogel biti pa sam ekosistem vsaj 10-krat večji, da se bo poznal, bom rekel, da bo kakšne banke, da bi dol potegnili zaradi tega. No, ker v končni fazi so tudi banke že začele vlagati v to, ravno čez ETF-e, ki za Bitcoin je bil že začetek januarja odobren, naknadno še za Ethereum. Verjetno, ko bodo začele zavarovalnice, pokojninski skladi in podobni, kar pomeni, da to pomeni velik delež ljudi, bo verjetno tudi regulacija drugačna. Ampak to verjetno damo temu še 5-10 let, da pridemo do te točke. Kaj pa nasplošno je tehnologija, ima kakršnokoli pomanjkljivost, sploh mogoče kakšni manjši žetoni, kakšni zelo eksotični žetoni, ki se sicer prodajajo po centih, ampak ne, prej smo omenila, tudi Bitcoin včasih ni videl nobene ničle, razen da je bil blizu nič. Imajo mogoče te, kar se tehnologije tiče, varnosti tiče, kakšno večjo pomanjkljivost. Je tudi v tem pogledu boljše zaupati večjim kriptokovancem, takim z referenco, z nekim track recordom, z zgodovino, čeprav kratko. Kar se tiče vrednostnega smisla, bi jaz to prepustil Markotu, ampak kar se tiče same tehnologije, je pa tako, da je še v čist eksperimentalni fazi, mogoče z izjemo Bitcoina. Ostalo se vse še toliko hitro razvija, v bistvu še išče točno svoje mesto uporabe in ima ogromno pomanjkljivosti, sigurno manjša, ker je evaluacija več pomanjkljivosti izraža, večja tveganja in stvar se še razvija, tako da moramo na to gledati kot na eni strani zelo tvegano naložbo, na drugi strani pa obstaja ogromen projektov, ki pa bodo mogoče pokrili cele segmente določenih tehnoloških industrij. Tako da oboje, ja, ogromno pomanjkljivosti, ogromno pa tudi upside-ov. Na vrednosti pa mogoče Marko? Mislim, jaz tukaj bi sam dodal, da tudi, kar se tiče same varnosti, recimo Ethereum kot tak sam ni bil zhekan. Vedno so zhekani kakšni, bom rekel, dodatki, aplikacije, smart kontrakti, ki so dani na to. In to je nevarnost teh, bomo rekli, manjših kriptovalut. Saj so narejene na, bom rekel, ERC20 standardu, se pravi na Ethereumu, ampak problem so te majhni dodatki, ki se dodajajo in tukaj, če je to nepreverjeno, potem tukaj je možnost vstopa, se pravi, in tega, da zadeva morda propade. Dajmo se še dotakniti, kako različna omrežja delujejo, recimo Bitcoin in tudi Ethereum delujeta na Proof of Work, medtem ko Solana na drugi strani deluje na Proof of Stake in tudi na Proof of History. In so tle kakšni plusi, minusi, en del je sama poraba energije, ki na samo varnost ne vpliva, je pa seveda pomembna. V čem razlika in kaj je mogoče za vlagatelja, je to za vlagatelja nekaj, kar je sploh pomembno ali ne? Je tehnologija v zadnji toliko različna, da
mogoče tudi na to pogledaš, na čem delujejo. Spet iz vidika vlagatelja bi jaz prepustil Markotu. Kar se tiče same tehnologije, je pa koncept zelo drugačen. Ethereum je bil proof of work, od lani je pa prešel na proof of stake, se pravi zamenjal protokol, medtem ko Bitcoin pa obstaja tak, kot je zapisan v izvorni kodi in bo verjetno vedno tako obstajal, je proof of work. Tako kot si omenila, no, na porabi je bistvena razlika, drugače konceptualno pa mogoče niti ne toliko. Torej, da bi na samo varnost to vplivalo, na kakšnem protokolu deluje, ni pomembno. Bi rekel, iz varnosti ne. Mogoče bolj ekonomski vidiki, da so drugačni. Pomembno je to, da se ohrani, bomo rekli, neka decentralizacija, ne? Da ni pri proof of stake je nevarnost, da bi nekdo imel prevelik stake, se pravi Prevelik delež. Tako, in bi potem lahko vplival na sam chain, a ne? Ampak podobno je tudi pri proof of work, kjer bi pa pač, če bi imel dovolj minerjev čez, tudi vplival in delal po svoje lahko, a ne? Tako da tukaj ne vidim, bom rekel, ene take razlike. No. Tehnološko ni neke bistvene. Ja. Oziroma za samega vlagatelja je bolj za tiste, ki se ukvarjajo s tem v Z ozadju. razvojem je pa zelo pomembno, ja. No, ker če se ne motim, je Ethereum rekel, da je s tem prehodom, da bodo prehranili 98% energije ali nekaj takega. Ne? Ja, ker ravno bistvo proof of worka je to, da ti dokažeš, da si porabil energijo. S tem, ko si dokazal, da si porabil energijo za izvedbo vzdrževanja protokola pa transakcij, si ti zaslužil neko nagrado. Medtem ko pri proof of stake je pa tako, kot izhaja iz imena, si pa ti zastavil svoj delež vrednosti in si na podlagi tega dal zagotovilo, da je ta transakcija varna. In potem, ko si zadal to zagotovilo, ne rabiš dati še zagotovilo o opravljenemu delu. Ker si zastavil v bistvu vse, kar Tako, imaš. Ker lahko svoj delež tudi izgubiš, če se ne Seveda, ko delež po zastavljaš pravilih. svoje lastne premoženje, je zelo drugače, kot če zastavljaš nekaj, kar ni Se vedno moraš tvoje, izpolniti tudi tehnološki del pri tem, oziroma tehnični del pri proof of stake, ampak zaradi tega je ravno ta prihranek, ker potem tehnični del je energetsko ekstremno majhen. Bližajo se ameriške volitve in Trump je v zadnjih svojih nastopih in srečanjih zelo pihal na dušo kriptoskupnosti. So lahko kakšni taki zelo posplošeni generativni politični pozivi nevarni za samo kripto skupnost? Mislim, da sam Trump še kaj drugega bolj pomembnega hitro vplete kot pa kripto, a ne? Tako da ja, to je za pričakovati med samo kampanjo zdaj, a ne? Tudi začel je kakšen mesec nazaj, v bistvu je bilo dnevi pred tem, ko se je odobril Ethereum sklad ETF, a ne? Je v bistvu ravno Trump začel s tem kriptonarativom in je rekel, da celo ta teden je rekel, da vsak naslednji bitcoin, ki je še za zmajnati, da bo zmajnan v Ameriki, seveda. V Ameriki, seveda to on tako reče, a ne? Pač to tehnično se ne bo, ni možno, a ne? Ampak nima veze, ker bi tukaj izpostavil, da ja, je on naredil nek ta snowball efekt, da je tudi pripeljalo mogoče do hitre odobritve tega sklada, ker so, bom rekel, še en teden ali pa 3 dni pred tem je bilo, vlagatelji smo pričakovali, da ne bo Napoved, še, da še ne bo. je bila 80-20 za ne, a ne? Tako nekako verjetno, Potem se ja. je pa zelo hitro Tako, obrnil. jaz, ki sem rekel, precej optimističen, kar se tiče samega ekosistema, že bom rekel zadnjih 7 let, a ne, sem celo jaz optimist, sem mislil, da se to ne bo zgodilo do 2025, pa se je potem tako Zelo hitro, ja. obrnilo ravno zaradi tega. Tako da, ja, verjetno bo zelo zanimiva tale kampanja in da bojo debate o tem, ker so tudi demokrati zdaj že začeli preskakovati na drugo stran, a ne. In tudi, če še to izpostavim, ravno danes se je tudi zaključila, je prišla novica,
da se je zaključilo preiskovanje, ali je Ethereum security ali ne. So zdaj zaključili preiskavo, tako da je končno to pokopano. Enkrat in zavedno upam. Če se na drugo stran dotaknemo Kitajske, tam so vmes prepovedali tako rudarjenje kot tudi trgovanje. Zdaj so se malo spet otopljili do ideje kriptovalut. Zakaj? Ne? Vemo, Kitajci so zelo nagnjeni k nadzoru, zelo drugačnemu, kot smo ga vajeni tukaj. Morda tudi zaradi spremembe tehnologij, zaradi večjega nadzora, zaradi dodatnih omejitev, da so se tudi oni spet nazaj nekako vrnili na ta trg, ali kaj je bil tisti push, ki jih je... Jaz mislim, da tukaj je pač tako s tehnologijo. Tehnologija sama bo našla pot, ne more še ustaviti. Lahko to, kar se je zadnje 3 leta, 4 leta delalo, se je probalo zadrževati čim dlje, da imajo te lobiji, ki so trenutno vodilni, še v rokah, kar imajo. Ampak sama tehnologija bo prišla, kot da bi rekli, ne vem, 25 let nazaj oziroma 30, razvoj se je že prej začel 40-50 let nazaj, kar se tiče interneta, tega se ne da ustaviti. In vidimo, kam smo danes prišli po, bom rekel, zrelih 25 letih razvoja. Se strinjam, tehnologija gre naprej in če imamo prav glede tega, kakšna neverjetna tehnologija stoji tu zadaj, v naslednjih 10 letih ne bo obstajal, ali pa ne bom si mogel obstajati ne predsednik, ne država, ne večja inštitucija, obstajati taka, ki bi bila proti kriptovalutam, ampak je treba izkoristiti te prednosti ali pa ostati dalj zadaj. Tako da zaključimo pri prednostih in novostih. Dva od najbogatejših Slovencev sta obogatela ravno s kriptom, ker sta pač ob pravem času z znanjem ali pa morda tudi z nekaj sreče ugotovila, da to je stvar prihodnosti, da to ni nek projekt za na smetiške zgodovine, ampak je to nekaj, kar bo ostalo in obstalo. In ravno pred kratkim, ne motim, par tednov, je Robinhood iz ZDA objavil, da bodo dokončno prevzeli kriptovaluto Bitstamp, s katero sta ona dva začela in obogatela. Kaj to pomeni za nas, neko priznanje, da sta s svojim delom naredila nekaj tako velikega, da se celo Robinhood zanima za njih? Torej, ali to pomeni, da so dejansko tudi z miko evropske menjalnice tako dobro regulirane in tako dobro zastavljene, da tudi Američani prihajajo k nam in se širijo na tem trgu s prevzemi in združitvami. Kaj nam to pomeni in kam nas bo ta zgodba pripeljala? Ja, mislim, da tukaj je vsekakor to, da se je Robinhood ravno zaradi tega odločil, ker je Bitstamp že pripravljen in kot vemo je tudi najdlje delujoča, trenutno delujoča borza, so naredili vstop v to, bom rekel, v miko, vse bo imeli že zdaj na pladnju, tako da jaz sam sem bil začuden, ker sem videl v tistem trenutku, ko se je to zgodilo, pač naslov, da se prevzema naša domača, bom rekel, menjalnica. Zdaj sicer že ni več domača, ker imel je samo še nekaj malega noter, če se ne motim, pa zdaj ne vemo, kaj to pomeni, ker toliko natančno niso objavili, verjetno gre popolnoma ven. Ampak recimo nekako imamo še vedno za svojo. Ampak to je to, se pravi, traditional finance probava svoje lovke dati v ta segment. Se pravi, to samo kaže na to, da pač... Da kriptosvet postaje realnost in da ga tudi zelo tradicionalni in rigidni bančniki in zavarovalničari s časoma dojemajo kot nekaj, kar bo del njihovega vsakdana in realnosti. Ker verjetno ena najbolj dolgočasnih tiskovnih konferenc na tem svetu so tiskovne konference centralnih bankirjev. Sploh, ko Christine Lagarde poslušaš, Pavel je še kar v redu, ona je pa res ni za gledati kot serijo ali pa kaj podobnega. Hvala lepa vama za vse te odgovore, vsa ta pojasnila. Upam, da smo odgovorili na ključna, pomembna vprašanja, ki jih vsak investitor v kripto si postavlja. In predvsem ne samo postavlja, mora si tudi odgovoriti za to, da nekoč ne ugotoviš, da imaš nekje 1 milijon, pa v bistvu ne veš, kje. To se ti na kripto lahko zgodi, na nekih drugih vložkih pa malo manj. Tako da hvala lepa še enkrat. Najlepša hvala. Hvala lepa.
To je bil še en naš podcast, kot sem rekla na začetku, tako rekoč ura o kriptovalutah, tokrat o varnosti. Vabljeni k ogledu, poslušanju in pa srečno z vašimi vlaganji do naslednjič.